TV. Kids TV. Dober večer, otroci. Diana, spet berem za vas. Tokrat pravljico o življenju v gozdu. Umirite se, globoko vdihnite, pa začnimo. Veveričji rep. Nekoč, že dolgo je tega, je daleč v gozdu živela veverica, ki je imela veliko prijateljev. A ni bilo odzmeraj tako. Ko je bila majhna, je bil njen repek zelo nagajiv. Komaj je čakala, da bo lahko šla iz gnezda, a ni vedela, kaj jo čaka. Prvi dan se je veverica igrala s kobilico. Tekmovali sta v skakanju z veje na vejo. Nagajiv repek se je oglasil. Cvil, cvil, cvil. Kobilica je od strahu spregledala vejo, padla na tla in jezna odšla. Naslednji dan se je veverica igrala s polžem. Plezala sta po drevesu, ko je repek naredil cvil, cvil, cvil. Se je polž tako hitro skril v svojo hišico, da se je skotalil po drevesu vse do tal in jezen odšel. Tretjega dne je veverica tekmovala z vrano, katera bo prej prišla do drevesa na robu gozda. Ko pa se je repek oglasil cvil, 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 se je vrana zaletela v drevo, se udarila v kljun in jezna odšla. Uboga veverica ni vedela, kaj narediti. Bila je žalostna, saj je ostala brez prijateljev. Vsakič, ko je skočila in vsakič, ko se je obrnila, je ves gozd odmeval cvil, cvil, cvil. Osamljena se je sesedla na kamen in zajokala. Solze so tekle ves dan in vso noč in še ves naslednji dan. Pod njo je nastala velikanska luža. K njej je priskakljala žaba in jo vprašala, zakaj joka. Veverica ji je povedala vse o nagajivem repku. Žaba je predlagala, naj med skokom ujame svoj rep in mu ne dovoli, da bi delal cvil, cvil, cvil. A to ni bilo lahko. Ker pravijo, da vaja dela mojstra, je veverica vztrajno vadila, skakala, se obračala in lovila svoj repek. Čez nekaj dni ji je uspelo. In naslednji dan spet, pa spet in spet. Kmalu je postala tako vešča, da jo je repek vedno ubogal. Žabica Regica jo je opazovala iz mlake nedaleč stran. Veveričje solze so se počasi posušile in na travniku, kjer je bila prej luža iz solz, je zraslo veliko pisanih rožic. Živali so vsak dan občudovale pisan, dišeč travnik. Veverica pa se je spomnila, da se je za prijatelje treba potruditi, čeprav včasih ni lahko. Kmalu je bil gozd spet poln smeha in živali so se vse dneve igrale na pisanem travniku prijateljstva. Zahvaljevale so se veverici, ki je s svojimi solzami zalila suho zemljo. Kaj pa repek? Repek ni bil več nagajiv in na svojo pesmico cvil, cvil, cvil je počasi pozabil. Kaj pa veverica? Postala je najbolj priljubljena in najbolj modra žival v celotnem gozdu. Zagotovo je bila najbolj vztrajna in na to je bila zelo ponosna. Ni lepšega, kot imeti prave prijatelje ob sebi, kaj ne? Pomislite na vaše prijateljčke, močno jih v mislih objemite. Ste? No, zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Danes vam malo čarovnico Lili Luli predstavim. Ste že radovedni, kaj vse zmore in kaj vse zna?
ta mala navihana čarovnica. Mala čarovnica Lili Luli. Mala čarovnica Lili Luli strašno uživa, ko straši ljudi. A ta mala čopka še vsega ne zna, saj stara le 100 letje in dneva 2. Mama ji žuga in ji grozi, da padla bo z metle, ker se ji vedno mudi. A mala čarovnica Lili Luli neskončno uživa, ko z metlo leti. Na nebu beli oblak požgečka, 2 sončna žarka grdo zavozlja. Sosedu razmeče cel kup sena in iz krošnje mu strese vsa jabolka. Mala čarovnica Lili Luli pa strašno se rada tudi smeji in vse to, kar dela, je za zabavo, saj pravi, da smeh je tisto ta pravo. To je že res, ti čarovnica mala, a glej, da ne bodeš zlobna postala. Problem je v tem, Lili Luli, da vse to le tebi smešno se zdi. Lili Luli mora v šolo. Mala čarovnica Lili Luli danes se nekom kislo drži. Z zobmi glasno škripa, da ni morda gripa. Nosek njen res ves rdeči žari. Naenkrat pa plane in hitro vstane. Z nožicami jezno zacepeta, da v šolo ne bo šla, saj vendar odlično po nebu poditi z metlo se zna. A nič ne pomaga, saj znati leteti pač vsaka čarovnica majhna že zna. Sedaj pa naučiti se mora še šteti, koliko česa v lonec se da. Mora naučiti se tudi še brati, grozne uroke na pamet poznati. Vedeti mora, kdaj je dovolj, kdaj je preveč in kdaj je premalo. Snovi res veliko je, res je veliko, za eno tako čarovnico malo. Lili Luli v šoli. Mali čarovnici Lili Luli danes se v šolo strašno mudi, ker bodo se danes menda naučili, kako v malo škatlo leva bi skrili. Kako narediti tak rom-pom-pom-pom, da ustraši brez dvoma se ga tudi slon. In potlej se bodo menda še za konec naučili, kaj da se v čarovniški lonec. O šoli navdušeno zdaj govori mala čarovnica Lili Luli, da prej pač ni vedela, da se godi v šoli toliko krasnih reči. Zaljubljena Lili Luli. Mala čarovnica Lili Luli nekam zamišljena danes se zdi. Guba si čelo, praska si nos, že cel dan žveči kruha svoj kos. Da bojda ni lačna, hočem svoj mir. Res je drugačna, kot jezen vampir. Ure in ure v sobi preždi, si češe lase, za nohte skrbi. Metlo pobarvala si je na roza, klobuk obrnila, da zgleda kot groza. Kaj se dogaja z Lili Luli? Sprašuje se sama, sprašujejo vsi. Morda pa odgovor povedal nam bi mali čarovnik iz druge klopi. Nočna dogodivščina. Danes čarovnici Lili Luli dan prav posebno dolg se ji zdi. Včeraj so namreč jim v šoli dejali, da bodo na nočno jih vožnjo peljali. Ker morajo vsi se prav dobro naučiti, kako se drevesom po noči izogniti. Kako se na dimniku tiho pristane, kako se zapelje v oblake neznane. In zdaj vsa na trnih je Lili Luli, da bi pokazala, kako se leti. Velikokrat namreč v poletnih nočeh, ko slišala drugih čarovnic je smeh, se z metlo na zvezdno nebo je podala in z njimi je ure in ure plesala. Obisk. Nocoj na obisk bode prišla strašna, zelo glasna Čiribura. Baje se je vsakdo grozljivo boji in nihče ne upa ji pogledati v oči. Ker mimogrede se lahko ti zgodi, da iz nosa, ušes ti repa štrli, ali pa v žepu našel boš žabo.
morda kar za hec te da zmajem za vabo. Ko končno pojavi se, v sobi stoji, jo gleda začudeno, Lili Luli. To njena je teta, prijazna gospa, ki rada na metli jo kam popelja. Naskrivaj pred kosilom bombončeki da in ni neka grozna čiribura. Čarovniška tržnica. Sveži kremplji, zvezdni prah, nove metle, smrtni dah. Ne ve, kam obrnit se Lili Luli, krasno na tržnici, vse se ji zdi. Vse bi imela, vse bi kupila, v torbo že 1000 stvari je stlačila. Bombonov iz pajkov ima celo vrečo, glavnik tak, ki znate počesat na prečo. In čisto na dnu 2 čudni zelišči, kačjega strupa pa kar 2 prgišči. Sedaj ima končno vse tiste stvari, s katerimi juho v kolač spremeni. Lili Luli je žalostna. Ko se nad grmi je podila in kuštrala cvetoče veje, jo čudna slutnja je zmotila, ko je prišla do žive meje. Za njo tam črna kepica, vsa kuštrava in hudo lačna, je mjavkala in pihala in sploh bila drugačna. Njen rep je bil neznansko dolg in brki prav navzgor zaviti, a njene očke so povedale, da dolgo tam že mora biti. Ubogo malo bitjece si k prsim je privila in v srčku svojem žalostnem se v hipu odločila. Ta mali muc bo čisto moj in jaz ga bom hranila, kožušček mu krtačila, po noči tolažila. Mrnjav. Zjutraj čarovnico Lili Luli čuden prečuden hrup prebudi. Od groze še vedno zatiska oči in male ročice stiska v pesti. Nekje pri ušesu ji nekaj mrmra in prav tam pod nosom jo nekaj žgečka. In končno junači se Lili Luli, široko odpre svoje rjave oči, da vidi, kdo spati ji več ne da, kdo čudno mrmrati tako glasno zna. Zagleda kožušček in brke zavite, šapice male, v njih kremplje skrite. To je njen muc, njen črni mrnjav, ki včeraj utrujen pri njej je zaspal. Lili Luli ne sme na čarovniški shod. Vsako leto se dobijo čarovnice od tu in tam in na shodu zagrešijo tudi kakšno coprnijo. Prav nocoj so se zmenile, koliko streh bodo odkrile, dvorišč koliko razmetale, otrokom grdih sanj pregnale. In ko so vse to določile, napoja kupico so spile. Na metlah se na nebo podale, čarovni ples so zaplesale. In prav nobena ni opazila, da se je ena v krošnjo skrila, vedoč, da mnogo je premala, da bi čarovni ples že znala. Cel večer si je govorila, tolažila spet in spet, da saj bo kmalu odrasla že čez dobrih 200 let. Lili Luli gre na počitnice. Mala čarovnica Lili Luli strašno počitnic se že veseli, saj njena teta Čiribura živi na otoku prav sredi morja. In prav tja veselo zdaj z metlo leti mala čarovnica Lili Luli. Malo zanašajo sem, malo tja, a ne zato, ker leteti ne zna. Kaj vse stlačila si je v torbo, uganiti nikoli nihče ne bi znal. In čisto na vrhu sedi, kraljuje, njen novi mucek, črni mrnjav. Morda na otoku rabila bo trobljo, da zmaja pregnala bo iz votline. Morda bo rabila hrastovo skorjo, si skuhala čaj, da glavobol mine. Pa svojo blazino je tudi vzela in roza odejo, da jo bo grela. Čarovniško palico v torbo je skrila, v stekleničko parfuma nalila, ker nikdar ne veš, morda pride prav, če se pojavi čarovnik kak zav. Opravičilo. Mala čarovnica Lili Luli
neznansko uživa počitniške dni. Skače v vodo, lovi se z delfini, danes pa bisere išče v plitvini. Niza jih skrbno na pajkove niti, zaveri žico teti, ki jo je skoraj poriti. Včasih se namreč Lili Luli čudna ideja v glavi rodi, kot včeraj, na primer, ko je odšla žgečkati starega morskega psa. Lili Luli nori po gozdu. Mala čarovnica Lili Luli po gozdu na metli kot nora drvi, da listje za njo se vrtinči kot veter, pred hrastom ustavi se le centimeter. In potlej sprašuje se Lili Luli, kam vendar odšli so, kje so vsi. Se končno ustavi in sede na vejo, metlo položi si čez noge in pri sebi razmišlja, takole noreti po gozdu na metli se najbrž ne sme. Eni v strahu so se poskrili, drugi v jezi se prebudili. In hudo zardi Lili Luli, ko na ramo ji zaspan netopir prileti. Oprosti, prijatelj, se opraviči in v trebuhu jo čudno, prečudno črviči. In ko je potem tako tiho sedela, mimo je krasna žavna zletela. In medo rjav je prihlačal, na nosu je njenem metuljček pristal. Zganjati hrupa v gozdu ne smeš, Lili Luli, to zdaj pač veš. Reče pri sebi si in proti domu po prstih in z metlo v roki odpravi se peš. Lili Luli odkrije podstrešje. Mala čarovnica Lili Luli, vsa zdolgočasena, v krošnji sedi. Gleda oblake, glasno vzdihuje, ničesar početi je resnično najhuje. Naenkrat pa dih ji v prsih zastane, vsa nasršena hitro vstane. Ko njen se pogled na oknu ustavi, ki ni ga v spominu, v njeni glavi. Tiho, previdno skozenj zleti in znajde se v svetu, ki kot da ga ni. Polno omar in nešteto predalov, koliko knjig na policah leži, pa metel, klobukov in čudnih zelišč izpod črnega stropa na glavo visi. Potem jo zagleda. Joj, kakšna knjiga! Ogromna in črna, v zlato okovana. A glej si ga čudo, ko seže po njej, v trenutku postane neskončno zaspana. Zaziblja jo v sanje čudežna moč in kar naenkrat ne more več proč. Potem pa jo k sreči nekdo prebudi. Mami pokličejo: Lili Luli, le kaj na podstrešju si sama iskala? Tam so prehude čarovne reči in ti si še zanje čisto premala. A že je prepozno za Lili Luli, saj moč je čarovna v očkah prižgala ogenj, ki strašno zvedavo gori. Lili Luli sklene prijateljstvo. Mali čarovnici Lili Luli v šoli že dolgo vse super se zdi. Saj ne, da bi kdaj se česa res bala, a sprva še vsega pač res ni poznala. Sedaj pa kopico v rokah že zna in čaranje lahko je kot 2x2. Še najbolj pa krasno se ji godi, ko v parih kuhajo čudne zeli. Pri delu pomaga Lili Luli, prav tisti čarovnik iz druge klopi. In sploh ni napačen, le malo drugačen, na rami podganček mu veno mrždi. In ko ga vprašala je Lili Luli, zakaj ne odčara ga, stran spodi, si kupil zavedno je njeno srce, rekoč, da to vendar vsakdo že ve. Podganček ima moj rjave oči, takšne, kot ti imaš, Lili Luli. Pa smo še eno prebrali čisto do konca. S čarovnico malo bomo v mislih danes zaspali, na njeni metli se sanjam naproti podali. Od mene le še en močan objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Diana sem se spet prikradla v vašo sobo. Bomo tudi danes skupaj ob pravljici zaspali. Že ležite?
Dobro, sprostite se, bodite tiho kot miške in poslušajte. Prisluhnite pravljici o modrem papagajčku, ki je živel visoko v krošnjah tropskega pragozda. Nekega dne je presenetil vse, kajti čeprav je bil majhen, je storil nekaj zelo pogumnega. Kaj misliš, da je to bilo? Prisluhni, tako je bilo. Nekega jutra je velik, temen nevihtni oblak splezal visoko na nebo nad gozdom, v katerem je živel modri papagajček. Oblak je bil zelo jezen in je grmel na ves glas. Srebrne strele je pošiljal naravnost v gozd in ena izmed njih je treščila v staro odmrlo drevo, ki se je v hipu vžgalo. Oblak je globoko zajel sapo in pihnil v plamene, da so se iskre razpršile še na sosednja drevesa in ogenj se je razširil. V gozdu je izbruhnil požar. Plameni so bili vedno višji, ko pa so bili tako visoki, da so začeli oblizovati papagajčkovo gnezdo, mu ni preostalo drugega, kot da vzleti. Letel je vse višje in višje. Vihar pod njim je divjal in zavijal. Modri papagajček se je ozrl navzdol in pod seboj videl veliko svojih prijateljev, drugih živali, ki so živele v pragozdu, kako prestrašeno in zmedeno tekajo naokoli. Bale so se ognja, niso pa vedele, kam naj se skrijejo pred njim. Papagajčka je močno skrbelo za njih, a namesto da bi tudi sam v strahu begal naokrog, se je umiril in si poskusil izmisliti način, kako bi jim lahko pomagal. Nenadoma se je domislil. Tecite k reki, je zakričal. Sledite mi, pokazal vam bom pot, za menoj, prijatelji. In poletel je proti reki, da bi jim pokazal pot. Nekaj živali mu je sledilo, mnoge ga niso slišale, nekaj pa so jih že zajeli plameni in so klicale na pomoč. Papagajčku se je utrnila nova zamisel. Odletel je do reke in si zmočil krila, nato je poletel nazaj v gozd. Ko je priletel visoko nad plamene, je stresel krila, da so vodne kapljice pršile v ogenj in je zacvrčalo. Hiss, hiss. Tako je letal sem in tja od ognja k reki in nazaj. Vsakokrat je v svoja krila zajel vodo in z njo popršil ognjene zublje. Papagajček se je tako zatopil v reševanje, da ni opazil, kako ga ves čas nekdo opazuje. Visoko na nebu, še višje od nevihtnih oblakov, je lebdel prekrasen grad s stolpiči, ki so se lesketali, kot bi bili posuti z zvezdami. Skozi grajska okna so svet opazovali bogovi srečnega sveta. O papagajčkovem početju so zmajevali z glavami. Le kaj poskuša doseči, so spraševali drug drugega. Ali res misli, da lahko tako velik požar pogasi s kapljicami vode? Zaklicali so papagajčku. Za božjo voljo odleti stran in se reši. A papagajčkovo srce je bilo tako polno ljubezni in predanosti svojim prijateljem, da ni upošteval nasveta bogov. Še naprej je letal od gorečega gozda k reki in nazaj. Eden izmed bogov tega ni mogel več prenesti in se je odločil, da mu bo pomagal. V trenutku se je spremenil v velikega orla in poletel v goreči gozd, kjer je papagajček vijugal v plamene in spet iz njih. Moj mali prijatelj, ne moreš pogasiti razbesnelega ognja s samo nekaj kapljicami vode. Tvoj poskus je brezupen. Prosim, odleti na varno, ga je prosil. S spoštovanjem, veliki orel, je odgovoril papagajček, ali ne vidiš, da so moji prijatelji v nevarnosti? Rad jih imam in kdo jih bo rešil, če jih ne bom jaz? Papagajček je bil že zelo utrujen, dim ga je dušil in skelel v očeh, a ni odnehal. Plameni so grabežljivo segali po njegovih modrih peresih in njegove drobne nožice so bile vedno bolj vroče. Au, je zastokal in poletel višje, da bi se izognil plamenom. Odnehal pa ni. Božanski orel je bil tako ganjen nad njegovim pogumom, odločnostjo in ljubeznijo do prijateljev, da so se mu po licih ulile solze.
Srebrne solze so deževale v plamene in zalile ves gozd, ogenj in živali, ki so bile ujete v požaru. Hiss, hiss, so se ugašali jezni plameni, ko so jih orlove sočutne solze ugašale drugega za drugim, dokler ni ogenj končno popolnoma zamrl. Modri papagajček ni mogel verjeti svojim očem, vse živali so bile rešene in na varnem. Poskočil je od veselja in se zavrtel v zraku. Še sonce si ni moglo kaj, da se ne bi nasmejalo, ko je videlo, kako dobro se je vse skupaj končalo. Vse živali so vzklikale: hurra, hurra! Pogumni papagajček nas je rešil. Hvala, 1000-krat hvala. Nevihtni oblak se je splazil stran in se skril za obzorje. Sonce pa je svojim toplim žarečim nasmehom osušilo gozd. Veliki orel je poletel nazaj na svoj nebeški grad, se spet spremenil v Boga in dobrohotno opazoval srečnega papagajčka, ki je s svojimi prijatelji praznoval v gozdu. Kdo bi si mislil, da bo tako majhen ptiček tako pogumen, tako odločen in bo imel v svojem malem srčku toliko ljubezni, si je mrmral v brado. Zasluži si nagrado in mislim, da vem, kaj bi to lahko bilo. Bog je dvignil roko in jo usmeril proti modremu papagajčku. Živali so onemele in osuplo čakale, kaj se bo zgodilo. Z neba se je spustil snop pisanih, lesketajočih se zvezdic in modrega papagajčka ovil v čarobno meglico. Ko se je meglica razpršila, papagajček ni bil več moder. Njegova peresa so se lesketala v mavričnih barvah. V svetlobi zahajajočega sonca je papagajček zažarel v tisočerih odtenkih. Zdaj ni bil več samo moder, postal je mavrični papagajček. Včasih se počutimo nemočne, ko se nam pripeti kaj hudega. Modrec ve, da mu ljubezen in sočutje podarita krila in pogum, da lahko stori nekaj, kar bi bilo drugače popolnoma nemogoče. Zdaj pa otroci, tisti, ki še ne spite, globoko vdihnite in počasi izdihnite. Zaprite oči, objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Čas je za branje, preden pobegnemo v sladke sanje. Abeceda živali je danes na vrsti in sprašujem se, koliko živali znate našteti za vsako črko abecede? Ali poznate njihove skrivnosti in zanimivosti? Na vsaki strani so tudi vprašanja, na katera vam razkrijem tudi odgovore. Tako se skupaj veliko novega naučimo. No, pa začnimo. A. Antilopa. Antilopa živi v Afriki in v Aziji. Antilope spadajo med najhitrejše kopenske živali. Zanima me, ali veš, katerih 5 kopenskih živali je najhitrejših? Najhitrejše kopenske živali so gepard, antilopa, lev, gazela in gnu. Gremo naprej, na črko B. B kot bik. Bik je samec goveda. V Barceloni, v Španiji prirejajo bikoborbe, v katerih se bikoborci pomerijo z biki. Gremo naprej, na črko C. C kot cesarski pingvin, ki je največji med pingvini. Živi na južnem tečaju, imenovanem Antarktika. Antarktika je celina, na kateri se led čedalje hitreje topi. Morda veš zakaj? Led na Antarktiki se topi zaradi onesnaževanja in posledično zaradi segrevanja ozračja. Gremo naprej, na naslednjo črko. To je črka Č. Č kot čmrlj. Spada v družino čebel. Čmrlji in čebele so znanilci pomladi in čistega zraka. Ali čmrlje in čebele lahko najdemo tudi v mestih? Kaj mislite? Čebele in čmrlje zelo pogosto lahko vidimo v mestnih parkih in povsod, kjer so cvetoče rastline, ki niso škropljene s kemičnimi pripravki. Se pravi je odgovor, lahko jih vidimo tudi v mestih.
Naslednja črka je črka D. D kot dihur. Dihur je nočna žival in spada med zveri. Ali misliš, da bi dihur pojedel datelj, če bi mu ga ponudil? Ne bi ga pojedel. Dihuri so izključno mesojede živali. Gremo dalje. Katera črka je naslednja? Črka E. E kot emu. Emu je druga največja ptica na svetu. Jajca, ki jih vali samec, so temnozelene barve. Ali menite, da emu lahko leti? Ptič je. Načeloma bi lahko letel. Ampak prav razmišljate, emu ne zna leteti, zato pa zna plavati in zelo hitro teče, kar 50 km/h. Gremo naprej na naslednjo črko. F. Fazan je poljska ptica. Najraje živi na polju ali na travniku. Naslednja je črka G. Gepard je najhitrejša kopenska žival. Teče lahko tudi s hitrostjo 100 km/h. Gepard spada med ogrožene živalske vrste. Ali veste, kaj to pomeni, da je žival ogrožena? To pomeni, da lahko zaradi človekovega neprimernega ravnanja, lova in spreminjanja življenjskega prostora gepard izumre. To nam ne bi bilo všeč, kaj ne? Gremo naprej na črko H. H kot hobotnica. Hobotnica živi v morju, spada med mehkužce in ima 8 lovk. Hobotnica je zelo inteligentna, ima neboleč, a strupen ugriz. Ali meniš, da hobotnica lahko ubije in poje morskega psa? Orjaška hobotnica, ki zraste tudi več kot 5 metrov, lahko ubije in poje tudi morskega psa. Wow, tega pa nisem vedela. Kaj pa vi? Gremo naprej. Črka I. I kot iglica. Iglica je riba roparica, ki živi tudi v Jadranskem morju. Ima sabljasto čeljust in veliko majhnih zob. Ali morda veš, kakšne barve je njena kost? Iglica ima kost, ki je zelene barve. Gremo dalje. Črka J. J kot jelen. Jelen je elegantna gozdna žival, ki se ponaša s košatim rogovjem. Je rastlinojed in živi v tropih, ki jih vodi samica, košuta. Črka K. K kot krokodil. Krokodil je plazilec in je najbližji še živeči sorodnik ptic. Krokodili so živeli že v času dinozavrov. Ali menite, da krokodili lahko živijo v morju? A seveda, morski krokodili lahko živijo v rekah, jezerih, močvirjih in morju. Brez hrane lahko preživijo tudi celo leto. Wow, si predstavljate, da mi ne bi celo leto jedli? Jaz ne. Gremo naprej na naslednjo črko. L. L kot lev. Lev je velika mačka, ki živi v Afriki in v Aziji. Je zelo lena žival, saj počiva večino dneva. Za potomstvo in lov skrbijo levinje. Lev pa se ponaša z zelo imenitnim nazivom. Ali veste, s katerim? Kako levu rečemo z drugimi besedami? Lev ali kralj živali bo držalo. Gremo dalje. M. M kot medved. Medved je sesalec in spada med zveri. Medvedje obožujejo med. Čebele se pred njimi branijo s piki, ki pa medvedom zaradi goste dlake ne pridejo do živega. Ali veste, kdaj medved vendarle pobegne pred čebelo? Medved pobegne pred čebelo, kadar ga ta piči v smrček. Že smo pri črki N. N kot nosorog. Nosorog je samotarski sesalec, ki slabo vidi. Na svetu živi samo še eden samec severnega belega nosoroga, ki ga varuje vojska. Morda veste, zakaj? Nosoroge ubijajo divji lovci zaradi njihovega roga. Če divji lovci ubijajo še zadnjega belega severnega nosoroga, bo ta vrsta nosorogov zavedno izumrla.
zato ga v Keniji, kjer živi, varuje vojska. Gremo naprej. Naslednja črka je črka O. O kot opica. Opica je ena izmed najpametnejših živali. Šimpanza je mogoče naučiti iz znakovnega jezika, s katerim se sporazumeva s človekom. Ali veste, katere živali še spadajo med najpametnejše na svetu? No, katere? Med najpametnejše živali na svetu spadajo opice, pujsi, podgane, vrane, sloni, veverice in hobotnice. Že smo pri črki P. P kot pižmovka. Pižmovka spada med glodavce in živi v bližini vode. Polovica njene velikosti predstavlja rep. Ali veste, koliko časa lahko pižmovka zdrži pod vodo? Pižmovka lahko pod vodo zdrži od 12 do 17 minut. Wow, to pa ni tako malo. To je približno toliko, kot traje en del risanke Pižamari, da si boste lažje predstavljali. Gremo dalje na črko R. R kot rak. Rak je členonožec, ki živi v rekah, potokih, jezerih, morjih in na kopnem. Morski raki so najštevilčnejša skupina rakov. Ali veste, kako morski raki najdejo najprimernejši življenjski prostor? Kaj mislite? Morski raki najdejo najprimernejši življenjski prostor s pomočjo sluha. Že smo pri črki S. S kot slon. Slon živi v Aziji in v Afriki. Afriškim slonom grozi izumrtje zaradi divjega lova. Ali veste, kako lahko sami prispevate k manjši ogroženosti afriških slonov? Le kako jim lahko priskočimo na pomoč? K manjši ogroženosti afriških slonov lahko prispevamo tako, da ne kupujemo izdelkov in nakita iz slonovine. Š kot štorklja. Štorklja je ptica jadralka in spada med močvirnike. Štorklje običajno gradijo zelo velika gnezda visoko nad tlemi, v katera se vedno znova vračajo. Ali veste, v katerem delu Slovenije štorklje še posebej pogosto gnezdijo? Štorklje pogosto gnezdijo v Prekmurju. Bo držalo. Že smo pri črki T. T kot tiger. Tiger je samotarska mačka. Najredkejša vrsta tigra je beli tiger. Vsem vrstam tigra grozi izumrtje zaradi človekovega nespametnega ravnanja in poseganja v naravo. Ali tudi vi poznate kakšno ogroženo vrsto tigra? Najbolj poznani ogroženi vrsti sta sibirski in bengalski tiger. Tako veličastne in lepe živali so to. Res bi bilo škoda, če jih ne bi bilo več med nami. Gremo naprej na naslednjo črko. U. U kot uš. Uš spada med žuželke in zajedavce. Uši so brez kril. Bele uši prenašajo tudi nevarne bolezni, kot je na primer mrzlica. Ali morda veste, kako imenujemo jajčeca uši? Jajčeca uši imenujemo gnide. Gremo naprej na črko V. V kot vrana. Vrana je zelo inteligentna ptica in ima odličen spomin. Da bi prišla do hrane, uporablja tudi različno orodje. Ali morda veste, katera vrsta vrane je pri nas najpogostejša? Pri nas je najpogostejša siva vrana. Še zadnji dve črki sta nam ostali. Črka Z. Z kot zebra. Zebra spada v družino konjev in živi v Afriki. Zebre se rade zadržujejo v družbi antilop in žiraf, ne prenesejo pa bližine zeber in drugih vrst. Ali morda veste, kaj je posebnost zebrinih črt? Vsaka zebra ima drugačen vzorec črt, kar jo razlikuje od drugih zeber. In še zadnja črka v abecedi, to je črka Ž. Ž kot žirafa. Žirafa je najvišji živeči sesalec in živi samo v Afriki. Najraje se prehranjuje z listi akacije ali trnovega drevesa. Žirafa lahko z enim samim udarcem z nogo
pokonča leva. Wow, kako je močna! Ali morda veste, zakaj se žirafe pri pitju vode razkoračijo? Veste, če se žirafe pri pitju vode ne bi razkoračile, bi si zlomile vrat. Zato se razkoračijo, da lahko pijejo. Tako, prišli smo do zadnje črke. Preden zatisnemo oči, pa še enkrat ponovimo abecedo od začetka do konca. A gremo skupaj? Mi boste pomagali? No pa dejte. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž. Pa poskusimo še majčkeno hitreje. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž. Odlično! Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite. Abecedo lahko še enkrat ponovite, potem pa v sladke sanje pobegnite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci! Čas je za pravljico. Danes preberem o mali poredni vili. No, pa da vidimo, kaj je ušpičila. Nikoli nisem poredna in vedno naredim vse, kar me prosijo. Prav zares. Učiteljice in druge vile pravijo, da sem najbolj pridna vila na vsej šoli. In tudi sem. Sabrina, vila, s katero sva skupaj v razredu, je bila danes zares zlobna. Norčevala se je iz mene in vsem je govorila, da je njena obleka lepša od moje. Le kako je lahko tako hudobna? Ni mi bilo lahko. In ko smo pri kosilu čakali v vrsti, bi najraje polila juho po njeni čudoviti obleki. Oh, kako sem si to želela! Vendar sem bila v šoli daleč najbolj vljudna vila, tako da kaj takega ne bi storila. Nenadoma pa se je ob meni pojavila drobna mala vila. Bila mi je na las podobna. Dvignila je mojo roko, v kateri sem držala skodelico z juho, in jo zalučala naravnost v Sabrino. O ne! Ogromen rdeč madež se je razširil po Sabrinini obleki. Kaj pa se tukaj dogaja? Je strogo vprašala kuhinjska vila. Nisem bila jaz, sem trdila in s pogledom iskala malo vilo, ki je nenadoma izginila. Vztrajno sem ponavljala, da nisem kriva, toda nihče mi ni verjel. Prvič v življenju sem bila kaznovana. Učiteljice so od mene zahtevale, da moram pomiti vso umazano posodo, ne da bi uporabila čarobno palico. Ko sem pomila in obrisala nekaj krožnikov in kozarcev, sem imela vsega dovolj. Če bi se posoda razletela na tisoče drobnih koščkov, mi tega ne bi bilo treba početi. Že naslednji hip se je ob meni pojavila mala vila. A še preden sem jo lahko ustavila, je poskrbela, da je ogromen kup krožnikov zgrmel po tleh. Tresk! O ne! Kdo si ti? Sem jo vprašala. Zakaj si to storila? Jaz sem tvoja mala porednica, je odgovorila mala vila. To sem naredila, ker si ti tako hotela. Moja mala porednica? To vendar ni mogoče. Jaz nikoli ničesar ne naredim narobe. Hitro moram nekaj ukreniti. Malo porednico sem zaprla v škatlo in upam, da nihče ne bo izvedel zanjo. Ko sem bila na varnem v svoji sobi, sem odprla škatlo in jo vprašala. Kaj si mislila s tem, da si ti moja mala porednica?
Včasih bi rada storila kaj porednega, pa si ne upaš. Jaz, tvoja mala porednica, to storim namesto tebe. Toda preden sem lahko karkoli rekla, je Sabrina planila v mojo sobo. Vem, da si ti razbila umazano posodo, je kričala, in prav to sem povedala tudi kuhinjski vili. O, kako hudobna je Sabrina, najraje bi jo spremenila v kuščarja. Trenutek zatem je moja mala poredna vila zgrabila mojo čarobno paličico in puf! Sabrina se je spremenila v grdega zelenega kuščarja. To se mora končati. Odhitela sem k glavni vili in ji razložila, da me majhna vila sili početi stvari, ki jih nočem početi. Kakšna pa je videti? Me je vprašala glavna vila. Videti je natanko takšna kot jaz, le da je manjša. Spoznala si svojo malo porednico, kaj ne? Se je nasmehnila glavna vila. Ne maram je, hočem, da odide. Vsaka vila ima svojo malo porednico, je prijazno rekla glavna vila. Potrebujemo jo, da nam pomaga izraziti naša čustva. Le previdne moramo biti, kako in kdaj jo prosimo za pomoč. Toda, ali imaš tudi ti svojo porednico? Seveda jo imam, vsakdo jo ima, je rekla glavna vila. In v naslednjem trenutku sem jo zagledala poleg nje. Bili sta si na las podobni. Še vedno si prizadevam biti najbolj vljudna vila. Toda kadar je Sabrina zares tečna, jo spremenim v kuščarja, žabo ali v netopirja, a le za kratek čas. Nič ne morem za to, kajti tega je kriva moja mala poredna vila. Pa smo prebrali hudomušno zgodbo o dobri vili, ki se prvič znajde pred težko odločitvijo. Razpeta je med tem, kar je prav, in tem, kar si želi. Ravnati prav je včasih težko. In če vam ne uspe, nič hudega. Celo življenje se učimo. Prav je le, da ne ponavljamo vedno enakih napak, ampak da se iz njih naučimo, tako postanemo boljši in pametnejši. Ni lahko, ni pa nemogoče. Le potruditi se moramo. Zdaj pa hitro, hitro spat. Oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Danes vam preberem pravljico Ela počasnela. Želvica Ela je bila zelo počasna želvica. Še govorila je bolj počasi. Zato se jo je kmalu prijelo ime Ela počasnela. Daj, pohiti že, jo je po zajtrku priganjala mama želva. Pomila je že vse skodelice, samo še na njeno je čakala. Saj bom, je obljubljala želvica Ela. Hitim, kolikor le moram. A njena skodelica je bila še vedno do polovice napolnjena z vročo čokolado, medtem ko so jo druge želvice že zdavnaj popile in so se na vrtu igrale skrivalnice. Tudi jaz bi se igrala z vami, je rekla, ko se jim je končno pridružila. Prav, mižiš, je rekla želvica Kaja. O ne, so protestirale druge želvice. Do večera bo trajalo, da nas bo Ela počasnela vse našla. Tako se želvica Ela z drugimi želvicami ni igrala skrivalnic. Pa še marsičesa drugega zaradi svoje počasnosti ni počela skupaj z njimi. Pravzaprav se z drugimi želvicami, razen pri jedi, sploh ni družila. Toda nekega dne se je vse spremenilo. Kam pa tako hitiš? Jo je vprašal polž. Hitim? Se je začudila želvica Ela. Skoraj bi me pohodila. Oprosti, res te nisem videla, se mu je opravičevala presenečena želvica Ela. Če ne bi pogled upirala v tla, bi me zagotovo opazila. Pa ne samo mene, ampak tudi druge čudovite stvari. Katere čudovite stvari? Ga je presenečeno pogledala želvica Ela. Le ozri se malce okrog sebe, je rekel polž. Želvica Ela je dvignila glavo
in pogledala na desno. Prav blizu poti je zagledala mravljice, ki so pod košato jelko gradile svoje domovanje. Neverjetno, je rekla, ko jih je nekaj časa opazovala. Delajo brez premora, jo je podučil polž. Vse dokler njihov dom ni zgrajen. Želvica Ela se kar ni mogla načuditi njihovi spretnosti in vztrajnosti. Potem je tik nad mravljiščem zagledala pajkovo družino. Tudi oni so imeli polne roke dela. Sproti so izdelovali pletivo in z njim pletli mreže. Kako močne niti, se je čudila želvica Ela. Pavš je prikimal. Vsi tkejo in vsi pletejo. Potem mreže prepletajo med seboj. Tako jim niti najmočnejši veter ne more do živega, je razložil. Želvica Ela ga je z zanimanjem poslušala. Potem je na drugi strani poti v drevesni duplini opazila par siničk. Poglej, je bila navdušena. V kljunčku prinašata slamice in jih slino lepita skupaj. In tako bosta spletla gnezdo za svojo družino, je dodal polž. Želvica Ela je še dolgo z zanimanjem opazovala siničji par. Pa tudi mravljice, ki so svoj dom zdaj gradile že v nadstropjih. In pajke, ki so svoje mreže pletli kar po zraku. Neverjetno, neverjetno, je ponavljala želvica Ela. Da lahko opravijo takšno delo, morajo biti zelo spretni. Prav vsak je v nečem spreten, je rekel polž. Tudi jaz? Se je začudila želvica Ela. Tudi ti, je zatrdil polž. Toda jaz sem vendar tako zelo počasna, ga je presenečeno pogledala želvica Ela. Tudi jaz sem počasen, je rekel polž. Pravzaprav sem še počasnejši od tebe. A prav zaradi svoje počasnosti lahko opazim čudovite stvari, ki jih vsi, ki ste hitrejši od mene, ne opazite. In tako vam pomagam, da jih tudi vi lahko vidite. Prav zares, mu je pritrdila želvica Ela, ki brez polža, mravljic, pajkov in siničk zagotovo ne bi opazila. Toda zakaj bi jaz lahko bila nadarjena, je spraševala polža. Polž ji ni znal odgovoriti, zato želvici Eli ni preostalo drugega, kot da se mu zahvali, ker je pomagal videti čudovite stvari in pohiti proti domu. Končno, so vzkliknile želvice, ko se je prikazala na hišnem pragu. Ela počasnela je doma, so hitro obvestile mamo želvo. In ker so bile zdaj vse želvice na kupu, je mama želva na mizo postavila večerjo. Sadne palačinke z marmelado in čokoladno mleko. In ko so želvice pojedle še zadnjo palačinko in popile še zadnjo kapljico čokoladnega mleka, je želvica Ela začela pripovedovati. Nekoč, v davnih časih, ko je za 9 gozdovi živelo kraljestvo začaranih mravljic, in potem je pripovedovala in pripovedovala o pridnih mravljicah in o modrem polžu, pa o bogatih pajkovih mrežah in o spretnih siničkah. In pripovedovala je, kot je znala pripovedovati samo ona, zelo počasi. In tako se je potem godilo, večer za večerom. Želvica Ela je pripovedovala nadvse nenavadne in čudovite zgodbe, po katere je čez dan odhajala v gozd. Želvice pa so jo vedno znova, kot začarane, poslušale. In prav nikoli je niso priganjale naj pohiti, prav nasprotno. Ko bi morale že zdavnaj v posteljo, so jo celo prosile: bolj počasi, Ela, bolj počasi. Kaj ti raje, kot da bi spale, bi želvico Elo in njene zgodbe vso noč poslušale. Polž je imel prav, čisto vsak izmed nas je v nečem dober. In želvica Ela je odkrila svoj talent. Pripovedovanje zgodb ji več kot očitno gre odlično od ust. Le kaj gre vam še posebej dobro od rok? Malo razmislite, pa mi zjutraj poveste, zmenjeno? Zdaj pa hitro spat, le še
Objem, polubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Ste pripravljeni na novo dogodivščino? Odlično! Danes vam Diana preberem pravljico z naslovom Lešnik je moj. Lešnik mi je padel, je veverica zaklicala ježu, ki je stanoval v pritličju drevesa. Vrzi mi ga nazaj. Ta lešnik je moj, je bil prepričan jež. Takoj mi ga vrni, se je razjezila veverica. Nikakor, je vztrajal jež. Tako sta se veverica in jež prerekala za en samcati lešnik. Potem je mimo prišel hrošč rogač. Čemu se prepirata? Lešnik mi je ukradel, je veverica obtožila ježa. Nisem ti ga ukradel, se je branil jež. Sam je padel pred me. Ti povej, čigav naj bo lešnik, je hrošču rogaču predlagala veverica, jež pa se je s tem strinjal. Težko bi sodil, čigav naj bo lešnik, jima je rekel hrošč rogač. Oba imata prav, naj v miru razmislim. Že včeraj mi je jež pojedel rozine, ki sem jih po nesreči stresla, je povedala veverica. Ti pa si mi oglodala hruško, je vrnil jež. Tako ali tako je bila gnila in črviva, se ni pustila veverica. Kaj pa slive, ki so mi zadnjič padle s hrbta, so bile tudi tiste gnile in črvive, ni odnehal jež. Veverica ga je presenečeno pogledala, saj je bila prepričana, da jež ni opazil, da je izgubil nekaj sliv. A namesto, da bi mu odgovorila, ga je napadla z novim vprašanjem. Raje povej, kam je izginil koruzni storž, ki so mi ga prinesli vrabčki. Zdaj je v njun prepir posegel rogač. Če se bosta takole pričkala, ne bom mogel v miru razmisliti, čigav naj bo lešnik, je rekel. Toda veverica in jež sta se prepirala naprej in se za hrošča rogača sploh nista menila. Koruze ne maram, pa če tudi bi bila pečena, je jež zaklical veverici. Ne bo držalo, mu je očitala veverica. Zadnjič si pekel koruzne palačinke, vse do vrha krošnja je pridišalo. Obiske sem imel, se je branil jež. Saj, se je jezila veverica, zaradi hrupa, ki ste ga zganjali, nisem spala celo noč. Česa ne poveš, je bil čedalje bolj jezen jež. Rad bi ti povedal, da poskakovanja in preganjanja tvojih prijateljev po tem drevesu ne bom več dolgo prenašal. In jaz ne bom več dolgo prenašala tvojega glasnega smrčanja, mu je zabrusila veverica. Potem je jezno zaloputnila vrata drevesne dupline, kajti ježevega prepiranja je imela vrh glave. Tudi jež je jezno zaloputnil svoja vrata, saj je tudi njemu veveričino prepiranje že močno presedalo. Tako sta veverica in jež kuhala za mero vsak v svoji drevesni duplini. Hrošč rogač je zdaj končno lahko v miru razmišljal. Veverica in jež nista pozabila samo nanj, ampak tudi na lešnik, zaradi katerega sta se začela prepirati. In ker jima ni bilo več mar zanj, ga je pobral s kleščami in se z njim odpravil domov. Med potjo pa je premišljeval, ali naj lešnik zavije v sadno ali v zelenjavno palačinko. Že poznate rek, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Zdaj pa, dragi otroci, hitro spat. Oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, polubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Ste pripravljeni na novo dogodivščino? Ste? Tokrat s konjem Miškom, ki gre k zobozdravniku. No, pa poglejmo skupaj, kaj zanimivega se mu je pripetilo. Konj Miško pri zobozdravniku. Nekega dne je konj Miško prišel k zobozdravniku, zajcu Maticu. Potrebujem nova prednja zoba, je glasno zarezgetal. Je zmajeval z glavo zajec Matic in si ju ogledoval. Kriva sta, jaz pa hočem, da bi bila ravna in bela, je hitel razlagati konj Miško.
Želel je ugajati kobili Filipi, v katero je bil zaljubljen. Ona pa se zanj ni zmenila. Prepričan je bil, da sta tega kriva prav njegova prednja zoba. Res nekoliko štrlita naprej, je ugotovil zajec Matic. Odpri usta, je rekel konju Mišku, da bi si ju lahko bolje ogledal. Toda ko je konj Miško odprl usta, je zajca Matica kar odneslo zaradi neprijetnega vonja, ki je prihajal iz Miškovih ust. No, kaj praviš? Je vprašal konj Miško. Tvoji zobje so gnili in luknjičasti, je bil zgrožen zajec Matic. Naj pripravim klešče? Je pohitela zajčkova asistentka, veverica Marjetka. Počakaj še trenutek, je rekel zajec Matic. Zobje me prav nič ne bolijo, se je branil konj Miško, ki ni hotel priznati, da se je zobozdravnika nadaleč izogibal, ker se ga je bal. Ko te bodo zobje boleli, bo morda že prepozno, je strogo rekel zajec Matic. Prepozno zakaj? Je zanimalo konja Miška. Da bi jih obdržal, je rekel zajec Matic. Mlečni so ti že zdavnaj izpadli, za stalne pa tako slabo skrbiš, da boš kmalu ostal brez njih. Potem te čaka zobna proteza. Jo, se je zgrozil konj Miško. To pa že ne, je pogumno rekel in pomislil na kobilo Filipo. Potem pa sedi na stol, mu je ukazal zajec Matic, ravno ko je skozi vrata zobne ambulante pokukala lisica Mica. Oprostite, je rekla. Po naključju sem ujela vajin pogovor, pa bi rada nekaj pripomnila, če smem. Zajec Matic jo je povabil, naj vstopi. Hvala, je rekla in se široko nasmehnila, da je razkrila zgornje zobe. Konj Miško se je nepremično zastrmel vanje. Ni mogel verjeti, kar je videl. Lisica Mica je imela na zobeh nekaj svetlečega. Poleg tega je imela najbolj zdrave zobe, kar so jih kdaj videli zobozdravniki. Čistila jih je večkrat na dan, zagotovo pa po vsaki jedi. K zajcu Maticu je redno prihajala na pregled, da bi se prepričala, da je z njenimi zobmi vse v najlepšem redu. Kdor hoče imeti lepe in zdrave zobe, je rekla lisica Mica, mora zdravo jesti, sadje in zelenjavo, pa zelo malo ali nič sladkari. Prav ima, je rekel zajec Matic konju Mišku, ki je še kar strmel v lisico Mico. Kaj pa imaš na zobeh? Jo je vprašal in se pretvarjal, da je preslišal, kar je rekla o sladkarijah. Zobni aparat, je rekla lisica Mica. S pisanimi kamenčki? Še vedno ni mogel verjeti konj Miško. Prav imenitno je videti, kaj ne? Se je hvalila lisica Mica in ponosno razkazovala svoje zobe. Konj Miško je vprašujoče pogledal zajca Matica. Tudi jaz hočem imeti ravne zobe. Najprej ti bom pokrpal vse luknje v zobeh, je rekel zajec Matic in se takoj lotil dela. Ali me bo bolelo? Je hotel vedeti konj Miško. Ne bo hudega, toda če boš hotel imeti spet zdrave in lepe zobe, boš moral zdaj malo potrpeti, se mu je nasmehnil zajec Matic. Tako je konj Miško ostal pri zobozdravniku, vse dokler mu ta ni popravil še zadnjega zoba. Potem je dobil še zobni aparat, na katerega je zajec Matic pritrdil pisane kamenčke v obliki srčkov. Tako si je oddahnil, ko je končal z delom. Zdaj so tvoji zobje skoraj kot novi. Ko se je konj Miško pogledal v ogledalo, je zarezgetal od veselja. Potem je zajcu Maticu obljubil, da kmalu spet pride in ponosno zapustil zobno ambulanto. Odtlej je konj Miško redno obiskoval zobozdravnika. Z nošenjem zobnega aparata in z rednim umivanjem zob pa skrbi, da bodo še dolgo ostali lepi in zdravi. Pa še nekaj, kobila Filipa se je vanj zaljubila in mu večno zvestobo obljubila. Upam, da za svoje zobke lepo skrbite, vsaj 2-krat na dan jih umite, zjutraj in zvečer. Zdaj pa hitro, hitro spat. Z mehko dekico se pokrite, očke nežno zaprite, zjutraj
pa se spet k meni vrnite. Objem, polubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Ste že v posteli? Ste že pripravljeni na nove dogodivščine? Tudi jaz. Danes gremo v kuhinjo. Ja, v kuhinji bomo rime kovali in pri kuhi malo pomodrovali. Kakor bi mignil in kot zastavo spoznali bomo oreščke, sadje in zelenjavo. Kuharske igrarije. Gorski studenec. Bistri studenec veselo žubori, ko z gora v dolino hiti. Neutrudno prepeva svojo pesem, jaz pa k ustom njegovo vodo nesem. Voda je prav posebno živilo, v vročih dneh najboljše je krepčilo. Ne le da jo iz kozarca pijem, tudi s sadjem in zelenjavo jo užijem. Rep o vodi. Da sladke pijače so za nič, zdaj prepeva že vsak ptič. Kile se nabirajo, moči pa hirajo. S čim naj žejo si gasim in se zraven okrepim. Voda je pijača prava, ni le dobra, ampak tudi zdrava. Sveže sadje in zelenjava, prav tako je izbira prava. Mamo večkrat slišiš reči, dobro zgrizi in prežveči. S tem brbončice razveseliš in telo z vodo napojiš. Oh, kako je to lepo! Oh, kako je to lepo, mamino mleko je toplo. Vsa hranila vsebuje, ki jih dete potrebuje. Bolezen smo prepodili, dete pa nahranili. Kravje mleko je za telička, kozje mleko za kozlička. Ovčje mleko je za jagnje, mama pa nahrani svoje dete. A ko mali dobi zobe, tudi gosto hrano naj je. Kalci, začudi se krava, najboljši vir je trava. Bo že držalo, ovca prikima, koza pristavi, tudi meni se zdi fina. V meni ga je polno, baha se potoček, skoraj v vsakem živilu je kalcijev otoček. Sadje, zelenjava, mandlji in orehi, pa tudi mleko in različni siri. Naj se sliši, naj se ve, kalcij je dober za kosti in zobe. O zobeh. Pa se pogovorimo o zobeh. Ne, niso le za lep nasmeh. Z njimi v hrano ugriznemo, nato jo dobro prežvečimo. V ustih slina nastaja, ki že ob misli na hrano se poraja. Ko zobje grizejo in žvečijo, hrano s slino mešajo. V ustih hrana s slino se pomeša, brbončicam se od veselja zmeša. V ustih veliko se zgodi, preden hrana v prebavila spolzi. Zobje igrajo pomembno vlogo, zato ne pozabi na odgovorno nalogo. Ščetkati jih moraš vsak dan, pa boš vedno nasmejan. Letni časi. Pozimi je mrzlo in zemlja spi. Spomladi nas narava s cvetjem razveseli. Slastno sveže sadje nam naznani vroče poletje. Jesen je, ko z dreves odpade pisano listje. Le kdo ne mara svežega sadja in zelenjave? Uživanje dobre hrane sodi med moje najljubše razvade. Slastno in sveže, tako je sadje. Poleg tega ga krasijo čudovite barve. Če želimo biti lepi in čili, naj ga nikoli ne manjka med zaužitimi živili. Kuharske igrarije. Si že slišal za vitamine? Le kdo ne pozna te sestavine? Ko v kuhinji ustvarjamo, v hrani jih ohranjamo. Ker so zdravi, oljčno olje, sadje, zelenjava, to vedno je izbira prava. Krožniku se kar smeji, ko v naročje vitamine dobi. Ker so dobri. Naj izrazim svoje mnenje, od zelenjave najraje jem korenje. Ne branim se niti suhega sadja, zraven pohrustam še 2 mandlja. Vse za moč. Katera stročnica te najbolj mika? Sploh ni dvoma, čičerika.
kakor pravi moj ati, dobra je v juhi in solati. Da bom zrasel. Kako hrano poskušaš? Tako da jo gledaš, vonjaš in okušaš. Okuse in hranila ohraniš, ko hrano pri nižji temperaturi pripraviš, da bo slastna. Hrano gledam in okušam, včasih tudi tipam in poslušam. Pri hrani videz pač ne vara, le sveža zelenjava je prava. Pridelki plešejo. Pridelki radi v krogu se vrtijo, saj tako za naše zdravje poskrbijo. Naj ti vsak pove, zakaj koristen je. Zelena solata, da boš fit, korenček je za boljši vid. Paradižnik je za moč, čebula prebavi, priskoči na pomoč. Navihane redkvice in zelje vedno poskrbijo za veselje. Pojej še artičoko in krompir, pa bo v želodcu mir. Kumare, melone, pastinaki, tudi to so vrtni junaki. Zdaj, ko veš, kaj jesti, nikoli se ne pusti zmesti. Moja prijateljica čebela. Čebelica iz spanja poleti in na pašo pohiti. Koška s cvetnim prahom polniti hiti. Nato vsa obložena v domači panj odleti. Na cvetovih nektarja se napije in ga v panju v med prelije. Iz drevesnih brstov se smola cedi, čebelica iz nje propolis naredi. Hvala, čebelica draga, za vse darove, ki si nam jih dala. Ko z medom čaj si osladimo, vse bolezni hitro prepodimo. Utrujenost matični mleček prežene in nam kri po žilah požene. Ko pa nam prebava ponagaja, cvetni prah brž roko v pomoč podaja. Sadje v rimah in pregovorih. Jabolko na dan odžene zdravnika stran. Ne le da korenje rdeča lička naredi, po njem se nam tudi v očkah zaiskri. Huda žeja te pesti, na pomoč ti hruška prihiti. Nektarina je gospodična fina, saj vendar je to breskov, ki si dlake je obrila. Vsem je dobro znano, da ni ovir za banano. Slabo voljo pomaranča prežene, ko ti kri po žilah požene. Možgani želijo si fruktoze, ki je hitra in vztrajna. Po njej nismo utrujeni, ampak zbrani. Spomin nam brezhibno deluje, mi pa smo nasmejani. Sveže sadje je najboljše, dobro oprano in zgrizeno. V njem so sokovi in vitamini ter vlaknine za prebavo. Fruktoza v sadju pa je najboljša za možgane. Njam, njam, njam. Maščobe za možgane, živce in zaloge energije. Za možgane, celice, spomin, živce, kožo in dobro delovanje vsega telesa. Za zbranost in gibčnost od glave do pet. V oreščkih, rastlinskem olju, ribah in morskih sadežih. Oljčno olje krepi kosti, pomaga pri prebavi in varuje pred boleznimi. Sveža jajca iz proste reje. Strašna lakota me je zgrabila, joj, da le hitro bi minila. Kam naj se obrnem, kaj naj storim, da jo nemudoma potešim. Brž k hladilniku stečem in si sveže jajce spečem. Ribiška. Ribič široko se smehlja, ko na morje se poda. Njegova ladja po morju plove, on pa nabira morja plodove. Ribiči vsak dan poskrbijo, da sveže ribe na krožniku dišijo. Morski sadeži so slastni, pripravljeni v solati, ne premastni. Dobre maščobe in minerali v prehrani zdravi se bodo izkazali. Teh hranil dovolj dobimo, če z ribami se enkrat na teden pogostimo. Da rešili bi se holesterola, dedek si je skuhal skledo fižola. Da na stara leta bo čil in zdrav, pest oreščkov je grizljav.
Z veseljem pohrusta tudi lečo in čičeriko, potem je lep kot za v prvo peterko. Ker rad obuja spomine, redno uživa minerale in vitamine. Drobno seme. Jaz sem seme, drobno seme. Če v vodo me potopiš, tako se spremenim, da ostrmiš. Najprej se vode dodobra napijem, saj le tako lahko vzklijem. Če lepo zame poskrbiš, v zameno obilno nagrado dobiš. Ne, nič šal ne pogrevam, od hranil kar prekipevam. Ko se v kalček spremenim, tvoje jedi obogatim. Bodi si v juhi, bodi si v solati, priležem se k zelenjavi bogati. Na tržnici. Ko doma v sobotno jutro se zbudimo, brž na mestno tržnico pohitimo. Hladilnik je namreč čisto prazen, pogled nanj je prav porazen. Najprej na vrsti sta sadje in zelenjava. Veliko sadežev pojemo, to resnica je prava. Mamici najbolj pisana solata diši, očka se tople juhe veseli. Včasih se tudi malo mesa prileže, z njim nam prijazni mesar postreže. Pri njem kupujemo radi, saj najboljši kos dobimo ponavadi. Tudi v mlekarno pohitimo, tam si zalogo sira in jogurta naredimo. Za zajtrk najraje imam žita, svežim mlekom prelita. Ko gostje se napovedo, včasih ribe pečemo. Zadnja postaja je torej ribarnica, prava morska zakladnica. Mimini nasveti. Vedno operi sadje, da bo zdravo. To pravilo velja tudi za zelenjavo. Celo ekološke pridelke moraš oprati. Mama sadje skrbno nareže, preden otrokom ga postreže. Le kdo se ne veseli, ko svežim sadjem se gosti. Hladno stiskano oljčno olje v hiši poskrbi za obilo dobre volje. Ne le k testeninam in pici, prileže se tudi v sladici. Vsebuje veliko koristnih snovi za kožo, lase in kosti. Oljčno olje torej ni le zelo okusno, temveč tudi nadvse koristno. Kam zraste zelenjava? Poznamo zelenjavo, ki vlečejo navzgor. Vlečejo na svetlobo in zrak. Med drugim solato, beluše in por sladak. Poznamo zelenjavo, ki vlečejo navzdol. Vlečejo k vodi in zemlji. Užitan je namreč njen gomolj. Med kuhanjem se živila spremenijo. Paziti moramo, da ne zasmrdijo. Barva ne sme potemneti, prav tako ne sme zbledeti. Če zelenjava predolgo se duši, ves okus in krhkost izgubi. Na mikrovalovko kar pozabi, raje dober soparnik uporabi. Kuhanje na sopari je najboljše. Kako najboljša zelenjava se pripravi? Tako, da soparnik se nabavi. Sopara je kakor oblak, hrano odene v objem mehak. Najprej izmehča lupino, nato počasi prodira v sredino. Ohranijo se barve in okusi, tako hrano vsakrat poskusi. A pretiravati se ne sme, predolgo soparjenje lahko uniči vse. Med kuhanjem lahko dvigneš pokrov, prepričaj se, ali je obrok že gotov. Obožujem kuhanje, če se mi kaj ponesreči, srce se mi kar krči. Zato pogosto soparnik uporabim, da v njem okusno in hrustljavo hrano pripravim. O prebrisanih gobah. Gobe rjave, gobe rdeče, krožnik prekipeva od sreče. Gobe rdeče, gobe rjave, to so prave gozdne dame. Če jim še oljke in skuto dodamo, prav prijetno se okrepčamo. Zabavna solata. Zame največja je uganka, kako da sestavin za solato nikdar ne zmanjka. Kadarkoli hladilnik odprem, vselej se lahko do sitega najem. Sestavine za solato vedno v sebi ima. Zdi se, da je brez dna. Solata je jed fina, saj domišljija ključna je sestavina.
Ko pripravljaš si solato novo, zelena solata naj bo za osnovo. Bolezni vse preženeš, če rezine svežega jabolka v skledo deneš. Pomaranča da solati barvo pravo, oranžna vedno zagotovi zabavo. Korenje, da ti ne diši, rdeča pesa ga lahko nadomesti. Rad imaš meso, potem naj rezina šunke v solati zmeraj bo. Kaj pa oljke, sir in rozine? Volja do mešanja naj te nikoli ne mine. Preliv prav preprost je. Limonov sok, sol in oljčno olje. Koračnica. Z rokami zgneti moko, razvaljaj, oblikuj in speci. Z rokami zgneti moko, nastala bo torta za poroko. Naredi testo za pecivo, razvaljaj, oblikuj in speci. Naredi testo za pecivo, kmalu iz pečice zadiši mamljivo. Kaj me pri peki najbolj veseli? Razvaljaj, oblikuj in speci. Kaj me pri peki najbolj veseli? Da vsak od domačih sline pocedi. Spet iz moke delam testo. Razvaljaj, oblikuj in speci. Spet iz moke delam testo. Pri srcu mi je tako toplo. Testo je gladko, kakor steklo. Razvaljaj, oblikuj in speci. Testo je gladko, kakor steklo. V slastno pito se bo speklo. V toplo pečico ga postavi, razvaljaj, oblikuj in speci. V toplo pečico ga postavi in odlično slaščico pripravi. Pekovska pesem. Kdor želi, da mu doma po kruhu zadiši, urno naj v kuhinjo pohiti. Peki v pesmi svojo skrivnost izdajo, saj na peko kruha dobro se spoznajo. Kakšno je pravo pekovsko pravilo? Kakovostne sestavine so okusa zagotovilo. Najpogosteje jemo pšenični kruh, a vedi, tudi druge moke niso od muh. Ajda in Pira sta med najstarejšimi, kruh iz njune moke pa med najslajšimi. Ko pečeš kruh, ne pozabi, moki moraš sol in vodo dodati. Da zdravje se ti okrepi, še kanček olja prili. Kako torej iz moke kruh nastaja? Ko dodamo kvas, testo vzhaja. Ko mineta ura ali dve, količina testa se podvoji. Zdaj gre testo v pečico ogreto, slabo uro lahko vlečeš dreto. Ko po svežem kruhu zadiši, vsak v družini se veseli. Ob večeru z njim se posladkajo, zraven pa sproščeno pokramljajo. Danes z mislijo na dobrote zaspimo, nov dan pa s kozarcem vode začnimo. Zdaj pa hitro spat, tudi spanje potrebujemo. Naše telo in tako pred utrujenostjo zavarujemo. Le še objem, polubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Diana tu. Veste, kaj me zanima? S kakšnimi mislimi zaspite? Kaj se vam plete po glavi, tik preden se potopite v globok spanec? Ne veste? Kaj pa, če vas jaz naučim nekaj, kar sem se sama naučila iz tele knjigice? Joga za lahko noč. Prav za vas otroke je napisana. Vam lahko preberem? Tako, tule na koncu sem našla, kako lahko potujemo na oblaku. Si predstavljate? No, zdaj pa me dobro poslušajte. Tako, se pravi, uležete se na hrbet in date roke ob strani. Dobro, jaz se ne moram uležt, vi pa lahko. Tako da se kar uležete in date rokice zraven ob telo. Piše, globoko vdihni in nato počasi izdihni. Pa dajmo poskusiti. Vdihnemo in počasi izdihnemo. Zelo dobro. Predstavljaj si, da ležiš na belem, puhastem oblaku. Občuti, kako se mehko pogreza švan, medtem ko se dvigata visoko, visoko v zrak. Lebdiš,
zibaš se naprej in nazaj. Tvoj oblak te pelje tja, kjer si želiš biti. Na tem čudovitem kraju vidiš veliko barv in slišiš veliko zvokov. Občuti, kako lepo je biti tam. Zdaj pa vdihni in izdihni. Ko si pripravljen oziroma ko si pripravljena, te oblak počasi pripelje dol, dol, dol. Nežno te položi nazaj na zemljo. Ko oblak odrine v nebo, s sabo odnese vse, kar te obremenjuje ali skrbi. Oblaček naredi takole šic, šic, šic. V sebi zdaj čutiš mir, tišino in srečo. Zdaj pa še enkrat globoko vdihni in počasi izdihni. Vam pokažem, poglejte, kako sladko je tale deklica v knjigi zaspala. Z lepimi mislimi. Aha, grda je stran poslala. Tudi vi naredite enako. Zmenjeno. Zdaj pa en močan objem, poljubček in sladke sanje.